Pozdravljeni! Ob koncu sezone se pravzaprav ciklično vsako leto pojavljajo novice v medijih, kateri se ukvarjajo s Formulo 1, o tem, kako je neka ekipa ustavila svoj razvoj, kako druga že dela na projektu prihodnega oziroma prihodnjih let in podobno. A mi, navdušenci, pravzaprav ne razumemo, kaj se dogaja v ekipi, je res vse zaprto ali se je zgodilo kaj pravzaprav drugačnega. In o tem se bomo pogovarjali danes. Mnogi izmed nas, posebej v jesenskem času, zasledimo v raznih virih, kateri se ukvarjajo s Formulo 1 novico, da je določena ekipa enostavno ustavila razvoj aktualnega bolida Formule 1. Problem je v tem, da ta fraza se pogostokrat pojavlja v raznih virih, nihče pa ne razloži, kaj pomeni to, da se je ustavil razvoj. Nekateri si lahko mislijo, da to pomeni, da ne bomo več videli novosti, a pogostokrat se zgodi, da na naslednjih dirkah jih pravzaprav vidimo in to ne malo. In verjeli ali ne, to, da ima bolid zaustavljen razvoj in to, da na naslednjih dirkah vidimo novosti, je povezano. A najprej moramo razumeti, kaj sploh pomeni razvoj bolida Formule 1. Namreč imamo dve ločeni smeri, kateri nam lahko na izjemno grob način orišejo, kaj to pomeni. Prvo imamo tisti razvoj vezan na to, da se bolid prilagaja določeni tipologiji proge. Vsakomur izmed nas je jasno, da tiste karakteristike, katere so zaželene na veliki nagradi Madžarske, ne pridejo v poštev na primer na veliki nagradi Italije. Zato imamo različne aerodinamične pakete. Te pakete ekipe pripravijo vnaprej. Že pred sezono je jasno, kajti imajo toliko zbranih podatkov, kaj lahko pričakujejo na določeni progi. Zato pripravijo 3 ali 4 različne pakete, katere preizkušajo različno od proge, različno od karakteristik, katere zahtevajo. In seveda skozi sezono pridejo tudi določene zahteve, opazijo se določene napake, vozniki imajo svoje želje, zato se ti paketi začnejo malce prilagajati. In zato tudi lahko vidimo v raznih virih, da tehniki nam pokažejo minimalne spremembe, naprimer na aerodinamičnem profilu, na kakem nosilcu, zadeve, ki so zanimive, ampak ne bistvene. Po drugi strani imamo drugo smer, katera korenito spreminja lastnosti samega bolida. Namreč zgodi se, da ima lahko bolid določeno napako, določeno lastnost, katera ni zaželena. In seveda za spremembo teh lastnosti je treba korenito poseči v tisti osnovni dizajn bolida. Ne govorimo več o malenkostih. In tudi v sezoni 2020 smo videli najmanj 2 zanimiva primera in oba se dotikata nosnega konusa. Prvič smo videli kar močno spremembo nosnega konusa pri ekipi Red Bull v začetni fazi sezone. In opazili ste, da ekipa je obrnila smer in se vrnila k tisti prvi originalni izvedbi tega dela bolida. Mnogi so govorili, da je ta nov nosni konus porušil ravnotežje bolida in če se spomnimo, RB16 na tistih prvih dirkah ni bil tako konkurenčen, kot je na teh zadnjih. In drugi primer je tisti, ki ga vidimo na McLarenu in njihovem MCL35. Namreč po tisti začetni verziji nosnega konusa so razvili v zadnjih dirkah nekaj, kar je navzven podobno tistemu, kar vidimo pri tovarniški ekipi Renault. In tu je treba dodati, da ta nova rešitev, vsaj po mojem videnju, ne prinaša sedaj neposredno nekih koristi, a morajo jo še razvijati, da bodo to prednost dobili, oziroma vsaj tako upam.
Problem je v tem, da mnogi viri navajajo, da se razvoj ustavi. A to ne pomeni, da se ustavi delo naprimer na novem nosnem konusu, katerega bomo videli naprimer tudi lahko v naslednji sezoni. Razumeti moramo, da ko se ustavi določen razvoj, se ponavadi ustavi delo na tistih paketih, kateri so namenjeni prilagajanju na samo progo. Zakaj? Logično, poglejmo, enkrat, ko je sezona recimo temu normalna in ekipe zapustijo Evropo, ni fizičnega časa, da bi se šli razvoja takih komponent. Tehniki, inženirji so naredili svoje delo in s seboj v kontejnerje naložili tiste zadnje izpeljanke, naprimer aerodinamičnih profilov in drugih malenkostnih drobcev. Seveda, če se pogleda tiste zadnje dirke na koledarju, tudi niso vse enake in razvoj, kateri bi potekal naprimer po veliki nagradi Brazilije, bi lahko prišel v poštev v naslednji sezoni in ne več v tisti aktualni. Zato se razvoj takih delov zaustavi, ker je nepotreben. In če pogledamo tudi letošnjo sezono 2020, je jasno, da v trenutku, ko se bo začela velika nagrada Portugalske, nato se bomo preselili v Imolo, šli v Turčijo in na koncu na Arabski polotok, ni fizičnega časa za karkoli razvijati. Kajti ekipe na sami progi morajo zbrati podatke, razumeti, kaj je šlo narobe, to sporočiti svoji bazi, svoji tovarni, ker bodo skušali dobiti rešitev, jo narediti in poslati nazaj na progo. Ampak smo v drugi polovici oktobra oziroma bližamo se koncu. Koliko časa je še ostalo do tistega 13. decembra, ko bo vsega konec? Bore malo. Zato je jasno, da nekje od sredine decembra se je naredilo že vse tiste aerodinamične pakete, katerih je treba seveda še izdelati in je razvoj na tej stopni zaustavljen. In seveda podobno bi lahko rekli tudi na tisti drugi smeri, kjer se skuša popraviti tisto bazično napako na šasiji. In treba je poudariti, da ni popolne šasije, vsaka ima določene hibe. Je pa treba dodati še nekaj. Ukolikor so inženirji opravili dobro delo, jim ni treba razvijati tistega bolida, katerega so naredili do konca. Dokler jih ne ogroža konkurenca, zakaj bi kazali vse ase, ki jih imajo v rokavu? Namreč, ali zmagajo z 1 sekundo prednosti ali z 1 minuto, na koncu dobijo pravzaprav isto število točk in mislim, da se tu strinjamo. Zato je tudi jasno, da v tem jesenskem delu prvenstva ne bomo več videli razvoja aktualnih bolidov. Videli jih bomo pa novosti, ki so jih pripravili mesece naprej. In zato je nekako logično, da bomo tudi na teh zadnjih dirkah videli določene novosti. A moramo razumeti tudi nekaj, ko nam pravijo to, da ekipe razvijajo tiste bolide naslednje oziroma naslednjih sezon, moramo biti previdni pri tistem, kar si mislimo. Namreč, kot sem že povedal, nosni konus pri McLarenu bomo v tej obliki verjetno videli tudi v naslednji sezoni. Zato ekipa vse tiste podatke, ki jih zbira sedaj v tej sezoni, bo uporabljala naprej. To, kar smo slišali v raznih, precej neobjektivnih virih, da določene ekipe delajo za 2 sezoni naprej, je pa malce preveč optimistično, vsaj tako je moje mnenje. Namreč, tehnologija in rešitve v Formuli 1 se nenadno spremenijo. Vidimo določene spremembe v pravilniku, katere lahko postavijo večmesečno delo na glavo. Videli smo, kaj se je zgodilo v sezoni 2020 s COVID-19. Na začetku smo mislili, da bo velika revolucija v sezoni 2021, ampak sedaj jo bomo videli leto kasneje. In seveda to za sabo povleče kar nekaj težav. Zato
tisti, ki pišejo o tem, kako je določena ekipa ustavila razvoj, bi bilo lepo tudi, da bi razložili, kaj to pomeni. To, da je razvoj zaustavljen, še ne pomeni nič slabega, če je ekipa predtem perfektno opravila svoje delo. Namreč na začetku se jim ni bilo treba toliko ukvarjati z opravki šasije, zato so tiste aerodinamične pakete izdelali tako dobro, da so lahko bistveno prej zaključili z delom. In treba je razumeti tudi nekaj drugega. Ekipe so zbrale tiste podatke iz aktualne šasije in se odločile, kakšne kompromise bodo sprejele v naslednji sezoni. Zato se orientirajo na delo vnaprej, ker skušajo na novo zarisati tiste dele tako, da bo šasija imela drugačne lastnosti. Skušala bo ohraniti tiste dobre in nekako izničiti tiste slabe. A videli smo, na primer pri Ferrariju SF1000, da se zmeraj ne poklopijo te zadeve, katere si želijo inženirji. A o tem kaj bolj podrobno kdaj drugič. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.